Tako da sedaj pa predajam besedo kolegici Tacer, ki pa ja, potem pa kolegici magistri Klakočar Zupančič, izvolite. Ja, jaz bom v bistvu zelo kratka, povedala bom pa dve stvari. Moram reči, da se z gospodom Janezom Janšo strinjam v eni zadevi, namreč rekel je nekaj zelo pametnega. Pa poslušajte kaj. Citiral je: povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Ponavljam, povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Spomnim se ljudi, ki so kritizirali prejšnjo oblast. Spomnim se ljudi, ki so kritizirali gospoda Janeza Janšo. In ti ljudje so trpeli konkretne posledice. Konkretne posledice. Spoštovani Janez Janša, povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Zdaj si pa pred sebe postavite ogledalo, ker ste govorili o samemu sebi. Ja? Spoštovane državljanke in spoštovani državljani, sem obrnila tudi na njih. Kot zaenkrat še vedno predsednica Državnega zbora, zakonodajne veje oblasti, srčno upam, da se ne boste udeleževali zavržnih shodov, ki se dogajajo pred sodišči, da ne boste sodelovali v tej farsi, da ne boste spodkopavali pravne države, da ne boste kričali neprimernih besed pred sodišči, kajti zavedajte se, da država, ki jo imamo, je demokratična, oblast je razdeljena na 3 veje in ena od zelo pomembnih vej je sodna veja oblasti. Spoštujte jo, pokažite ji, da jo spoštujete, in sodna veja oblasti naj ima predvsem mir. Mir, da bo lahko dobro in učinkovito delala. Sodnice in sodniki, vsi, ki delate na sodiščih, predvsem pa tisti, ki ste kakorkoli vpleteni v postopke, v katerih je stranka, pa na kakršenkoli način, Janez Janša, vzravnajte svoje hrbtenice, bodite ponosni na svoje poslanstvo in predvsem ne bojte se ga. Ker če se ga ne boste bali, potem vam tudi ne bo nič mogel. Verjamem, da se ga bojite, ker ste videli, kaj se zgodi, če ga kritizirate. Jaz vem, da sodniki in sodnice so ljudje, ki imajo svoje prepričanja, tudi politična. Nenazadnje je dovoljeno biti člani političnih strank. Ampak zelo dobro tudi vem, da sodniki in sodnice puščajo svoja ideološka, verska, kakršnakoli prepričanja imajo pred vrati sodne dvorane. Imajo integriteto. Ja, imajo. Vi se smejete, saj vidimo v bistvu tukaj, kako so zbrani gospodje in koga so zbrali danes za to sejo. In tisto, kar je bilo na začetku, mene ni bilo, pa so mi povedali, je tako zavržno, da bom še tukaj povedala, da me je sram biti predsednica takim poslancem. Ne, zaradi tega, ker imam še zelo, zelo veliko dela pred sabo. In to je dvigniti ugled Slovenskega državnega zbora, zato da bodo državljanke in državljani nanj ponosni. Torej, upam, da bodo vsi razumeli sporočilo, se ne bodo udeleževali teh shodov. In še enkrat, hvala lepa, gospod Janša, za to izjemno pomemben in zelo poučen stavek. Povejte mi, koga ne smem kritizirati in vam pokažem diktatorja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Replika, poslanec Janša. Spoštovana gospa predsednica je že odšla, tako da se ji bom zahvalil v odsotnosti. Ker boljše reklame za udeležbo na shodu 12.12. 5 minut pred 12. pred celjskim sodiščem si noben strokovnjak za PR in propagando ne bi mogel spomniti. Tako da, rekel, izjemna hvala. Kar se tiče pa vsebine njega nastopa, pa
Glejte, jaz sem doslej izvoljen vse sestave tega parlamenta, tudi tisto prvo ustavodajno skupščino in osamosvojitveno, ampak nečesa takšnega pa še nisem slišal. Gospa je rekla, da se mene ne sme kritizirati. Ta knjiga je šla leta 2014, noter je tudi analiza enega inštituta, pa bom zdaj prebral 2 stavka. Raziskava, ne? Samo malo Samo še postopkovno. To ni replika. To pa ni Seveda je replika na to, kar je ona govorila, valjda je replika. Ne, v čem ste bili narobe razumljeni? Da se mene ne sme kritizirati. Ja, pa vi zdaj berete tu vaše čtivo. Ne, to ni moje to ni čtivo, to je replika. raziskava, ki To je ni replika, pokazala, ne bom da je vam bilo, dovolila, kolega. zoper mene Ne bom napisanih vam dovolila, ker to pa res v ni 2 replika. medijih do leta 83 40. Ok, sedaj izrekam prvi opomin. Kolegi Janši, prosim, če zapišeš, to ni replika, tako da prosim, nadaljujemo.